Končuje se prva četrtina 30. sezone Prve lige Telekom Slovenije, ki je nepredvidljiva kot še nikoli. Dober dan, voščemi, Stožec, pred nami je obračun Olimpije in Brava. Kdo je torej najboljši v glavnem mestu? Ekipi na lestvici loči le 1 točka, oboji so zmagali 3-krat v tej sezoni. Poizkušanja, še posebej po vrnitvi Boačija danes na zelenico. Predložek v kazenski prostor, ali je tukaj priložnost za gol? Ne, ostaja 0-0. Ja, Boačij, nogometaš, ki je imel res mnogo težav s poškodbami, pa še en visok predložek, Vombergar. Ogrinec, Žinko, hitro na drugo stran. Trontelj zna imeti natančen predložek, ampak naciljal je Andrejašiča. Popravni izpit, tam pa Šego pri strelu z glavo. Ja. Trontelj tokrat z druge strani izbija Frelih. Ogrinec, ali bo Ogrinec takoj sprožil proti vratom? Tako je, in strel mimo gola. Nukić, zdaj dvoboj 2 desetic, Elšnik je bil spretnejši, še vedno Elšnik. Elšnik pri strelu, odbita žoga in gol Ivanoviča. Toda offside, prepovedan položaj. Sicer pa je prejel 9 golov v tej sezoni, ta vratar na 6 tekmah. Bosić na drugo vratnico in Olimpija vodi. Olimpija vodi 1-0. Andres Vombergar pa se je prebudil z golom znova v slovenski prvi ligi. Potem, ko je gol dosegel na pokalni tekmi v Brežicah. Tukaj pa nov kot, 6. kot Olimpije. Vombergar in drugi gol, ne. Kot kaže tam Samardžić, tisti, ki je dosegel gol, Miral Samardžić, ali je to, ja, tako je, njegov drugi gol v prvi ligi na slovenskih zelenicah ob njegovem 100. nastopu. Takole, poglejmo. Ja, utekal je tam najprej Vombergar, nato pa Miral Samardžić ob svojem, kot sem dejal, jubilejnem 100. nastopu. Vstopil Rok Kidrič, ali pa se je danes odločil drugače Dejan Grabič, kajti ravno Rok Kidrič je visok napadalec, močan v skok igri. Še en predložek Trontla, tam prečka se je zatresla. Vombergar imenova Perković, Perković do Ivanoviča, Elšnik lepo do Finka. Fink v prodoru, še vedno Fink s strelom in... Pa dobro, ne bi to iskreno komentirao. Mi smo se fokusirali da odigramo što je moguće bolju utakmicu. Znali smo da je sa Bravom uvijek to taj derbi neki lokalni, da su oni zadnji put ovdje napravili dosta problema. Stanu tvrdo, čvrsto, organizirano u obranu i onda čekaju na kontru, svaki pogrešan pas su jako opasni i to smo dobro onako osujetili i iskontrolirali. Prema naprijed smo cijelu utakmicu gotovo dominirali i onako jedna tvrda, čvrsta utakmica koju smo na kraju baš natjecateljski odradili. Uzeli bodove, drago mi, čestitam igračima. Isto su bili pod nekim, recimo, pritiskom i jako dobro su odgovorili i čestitam im na tome, igračima prvenstveno. Trenutak ali dva dekoncentracije, se pravi, dobili smo gole iz 2 prekinitev, ki sta tudi bili obranljivi, po mojem mnenju. Zdaj, če povlečem črto, v prvem polčasu smo bili solidno, smo se solidno dvigovali skozi polčas. Zdi se mi, da smo sistemsko dovolj dobro zaprli njihovo individualno kakovost, ker si iz igre niso ustvarili skozi tekmo, mislim, da nič, no vse moram še pogledati tekmo. Padli smo zopet na prekinitvi in nič, kar se tiče naših igralcev, sigurno korak naprej od prejšnjih 2 tekem. Rezultatsko se bomo pa morali s tem zadovoljiti in pač sprejeti to in čestitati Olimpiji za zmago.